Na izpad iz Evrope je moštvo reagiralo na najboljši možen način suvereno, visoko zmago nad Celjem. Vsi trije goli so padli v drugem polčasu, zadnji pa je obenem pomenil tudi sanjsko vrnitev Luke Zahovića, ki je za svoj prvi gol po vrnitvi potreboval le nekaj sekund na igrišču in prvi stik z žogo ob vrnitvi v domače okolje. Ja, da sem na prvem mestu v pravem času, ampak to ni pomembno, seveda sem zelo vesel tega gola, ampak pomembno je, da je ekipa zmagala. Pa mislim, da so fantje v garderobi karakterno zelo močni, tako da seveda smo razočarani zaradi izpada, ampak nas to ni zavedlo. Šli smo tekmo na 100% in smo zelo veseli te zmage. V primerjavi s četrtkovo tekmo je Darko Milanič obrambo pustil nedotaknjeno, zato pa se je nekaj sprememb zgodilo v zvezni vrsti in v napadu. Toda moštvo je delovalo kombinatorno od prve do zadnje minute in prvi je strelom od daleč poskusil Santi. V 17. minuti je sledila vrhunska akcija Sanija, Hotića in Novakovića, manjkal je le učinkovit zaključek. 5 minut kasneje je bil v priložnosti Santi po podaji Šulerja, toda Kotnik je ubranil. Prvi polčas je zaključil z razdalje Kapha. O polčasu brez golov, dogovor v slačilnici pa da se nadaljuje v visokem ritmu in z veliko napadalnimi akcijami. Ja, da se nadaljuje, vendar da izkoristimo priložnosti, ki jih enostavno moramo izkoristiti. Fanti so tudi v prvem polčasu igrali, kot si sam rekel, zelo dobro. Dominirali smo, napadali smo, si ustvarjali, bili poletni, bili dovolj mirni v nekih trenutkih, da smo rešili to, kar je bilo za rešiti tudi v fazi branjenja. In take tekme so se nam letos že zgodile, tako da v smislu tem, da smo bili dominantni, da smo bili dobri. Zdaj moramo pa to še zapakirati, da bo še rezultat pravi in ustrajati na tem. Prevlada na igrišču je potrditev dobila v 51. minuti, ko je Santi podal kazenski prostor, Pišek pa je žogo neobranljivo preusmeril v lastno mrežo. V nadaljevanju je tempo nekoliko padel, povišanje vodstva pa v 72. minuti. Kot je izvedel Pihler, Sani pa neusmiljeno za svoj tretji gol v sezoni. Le 2 minuti kasneje je mariborski napadalec izvedel novo lepo samostojno akcijo, toda celjski blok je preprečil hujše. Do zaključka tekme veliko priložnosti več ni bilo, ob koncu pa primeren trenutek za vrnitev Luke Zahovića na teren in to na kakšen način. Po le 13 sekundah na igrišču 3-0. Ob koncu tekme še ena kombinacija Janža Novaković, toda brez natančnega zaključka. Končalo se je 3-0 z vrnitvijo zmagovalnih občutkov in za lepši pogled na lestvico. Ja, vendar se to moštvo ne želi ustaviti, tako da je lepši. Pred to tekmo je bil, glede na to, kar smo do zdaj prikazali, nepravičen in želimo z dobrimi igrami in pa jasno povezano tudi z dobrimi rezultati priti na tisto mesto, kamor v resnici sodimo po temu, kaj kažemo. Prvenstvo se po reprezentančnih akcijah nadaljuje z domačo tekmo proti Radomlju.